Sem Renata Žohar, predsednica Društva Spoznaj multiplo sklerozo. Naše društvo se že ob sami ustanovitvi pričelo ukvarjati s tem, kako povezovati bolnike z multiplo sklerozo. Če ne vidiš smisla svojega življenja, če ne veš, zakaj bi se zjutraj vstal, še se vstati ne moreš. Pomembno je pogledati tudi širše. Zraven bolnika, ki ima multiplo sklerozo, je ogromno zdravstvenega osebja, katero je na nek način že povezano med sabo. In po izkušnjah vidimo, da tudi zelo dobro delajo svoj poklic in da nam stojijo ob strani in se zelo povezujejo, ter nam ob tem pomagajo. Multipla skleroza prijateljica, jaz pravim, da načeloma ne moramo reči, da je prijateljica, ker prijatelje si sami lahko zberemo. Zdaj, diagnoze si načeloma ljudje ne zberejo sami. Spravim, da to je lahko neka sodelavka. Povezovanje, ki pa ga mi nekako čutimo, da bi ga trebalo izpostaviti, se soočiti z boleznijo, mogoče spostaviti kakšen kompromis in začeti mogoče tudi z odpuščanjem. Odpuščati sebi je tisti del, katerega storimo najtežje, ob enem pa bi lahko to bila tudi najlažja naloga. Moja motivacija so predvsem tisti majhni uspehi, ki jih vedno znova dosegam. Ko vem, da se je število počepov povečalo, da se je število ponovitev vaj za trebušne mišice povečalo, da zmorem vedno več. Povezati se z boleznijo na način, da lahko skupaj funkcioniramo. Bolezen, ko pride, ostaja. Ta bolezen ne odhaja. Ne odhaja tako kot vsi ljudje, ko prihajajo zraven nas, nekateri ostajajo, drugi odhajajo. Pa tudi z njimi smo se povezali na nek poseben način. Postavili smo nek poseben odnos. In ta odnos, to povezanost je treba negovati, vzdrževati in potem tudi oplemenititi. Kaj pa je v resnici ena takšna čarovnija trenutnih odnosov, v katerih živimo? Odnose smo nekako pozabili. In sedaj je mogoče čas, da začnemo vzpostavljati odnose, se povezovati na takšen način. Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo se zavzema predvsem za to, da se povežejo oboleli za multiplo sklerozo in pa njihovi svojci, povezovanje družine in potem tudi povezovanje družin. V ta namen imamo srečanje družin, ki nam je v letošnjem letu nekoliko onemogočeno, smo pa potem se začeli posluževati drugih oblik, kot so virtualni posnetki in pa tudi videokonference, da ti odnosi ostajajo, da povezovanje ostaja, da se vezi ne pretrgajo, da ostajajo močnejše in krepkejše. Letošnji dan ob svetovnem dnevu multiple skleroze ima naslov povezovanje. Povezovanje je v resnici beseda, ki ima zelo širok pojem. Kakšno povezovanje nam kaj pomeni, pa mora vsak bolnik, vsak svojec, vsak zdravstveni delavec, ki se ukvarja z bolniki z multiplo sklerozo, oceniti za sebe in ugotoviti, da kakšno povezovanje gre in potem tudi kakšen odnos se na podlagi tega povezovanja lahko ustvari. Hitro mine, leže se, 3 minute goče, družine funkcionirajo. Kako ti je bilo? Kaj mu rečeš? Vrede! Midva sva MS reporterja.